Mene zanima, če ste se mogoče pogovarjali, s kom bi bil pripravljeni to investicijo. Kot poslanec jaz ne smem pogovarjati z nikomer, ki bi šel v kakršnokoli investicijo, zaradi tega, ker ne želim, da me kakšen butasti politik ali pa kakšen butasti, oprostite, novinar prijavi, da iščem da hočem kakšno koruptivno dejanje narediti, da iščem kakšne svoje lastne bonitete in podobno. Jaz to prepuščam vladi oziroma mestu, upam pa, da so oni dovolj sposobni, da bodo našli kakšne investitorje. Jaz mislim, da ni velik problem najti investitorja, mogoče ne v Sloveniji, ampak v Evropi ali pa kjerkoli v svetu. Zadeva je tako zanimiva, da po mojem investitorja ni težko najti in ne bo težko najti. Gre pa samo za sposobnost naših strokovnjakov na vladnem nivoju. Žal je pa ta sposobnost najti investitorje hudičevo majhna. Tako da ponavadi, tako kot pri črpanju evropskih sredstev, tudi tukaj ne vem, če bojo sposobni. Res pa je, da sem pa pripravljen pomagati vladi, če me zaprosijo, ali pa mestu, da jim najdem investitorje. Kaj pa problemi po ostalih mestih? Poglejte, pri ostalih mestih bi morajo specifično obdelovati posamične zadeve. Vsako mesto je svoja specifika in te specifike se v Slovenski nacionalni stranki zavedamo. Žal se tega ne zaveda slovenska vlada in je tako v tista 4 mesta, ki so najbolj na udaru zaradi prašnih delcev, umestilo tudi Mursko Soboto, kar je totalni idiotizem. S tem se kaže, da verjetno tisti gospodje iz Ministrstva za okolje, ki so dali Mursko Soboto tja, še nikoli niso bili v Murski Soboti, ker pravijo še posebej v centru. Murska Sobota nima centra. Murska Sobota ima eno ulico, ki je zelo zračna, zaradi tega, ker vleče po tisti ulici kot hodič zmeraj. Tako da tam zagotovo ni prašnih delcev. Ampak seveda pri nas se govori na pamet, Evropi se priklanja na vseh koncih in zato tudi imamo take študije in žal imamo pa tudi take kvazi strokovnjake na naših ministrstvih. Ministrstvo želi s to zaporo mesta oziroma centra Ljubljane tudi spodbuditi ljudi, da bi hodili na javni prevoz. Ampak vse skupaj je zelo podobno tej kampanji Pijte mleko, kjer gledamo jumbo plakate v trgovini pa liter mleka že skoraj 1 evro. Tako je. A se vam zdi, da bi mogli v Ljubljani drastično poceniti mestni promet in pa tudi taksije, ker recimo od centra Ljubljane do Zaloga, ki je neka obrobje, odšteješ tudi 17 evrov? Poglejte, tukaj je rešitev. V tej zadevi, ravno tukaj noter v tem hidrobusu, je rešitev za večino prometne zagate v Ljubljani. Za večino, ne za vse, vendar za večino. Mestni promet ljubljanski je tako ali tako ena zavožena zadeva, ki ne prinaša pozitivnih učinkov. Se vidimo, da navkljub vsemu, navkljub temu, da bi moral biti mestni prevoz tako kot drugje drugače urejen, še zmeraj vztrajamo na enih starih temeljih iz 20, 25 ali 30 let nazaj. Tudi neumnost je to, da se govori o uvedbi tramvaja v Ljubljano. Kam ga bomo pa dali? Takšni idiotizmi so se prvič pojavili pri gospej Viki Potočnik, potem je to neumnost vozila naprej gospa Danica Simšič. Ne vem, a so te punce mislile, da bi imeli tramvaje s konjsko vprego, mogoče bi bilo to še najbolj zanimivo, vsaj ena turistična zanimivost bi bila, vendar Ljubljana ne zmore, ne moramo umestiti tramvaja noter, ker mesto ni bilo koncipirano na tak način. Takrat, ko je bil tramvaj, so ga zmetali ven in so potem, kaj so naredili? Gradilo se je drugače. Edina logična zadeva je, da začne Ljubljana graditi podzemsko železnico. Vendar to je pa zopet razmišljanje za naprej in razni kvazi strokovnjaki ljubljanski pravijo, joj, se ne splača, to je še prezgodaj. Noben pa ne ve, da je imel Pariz mogoče malo več prebivalcev, ko so začeli graditi železnico pri njih. Se železnica podzemska se ne gradi od danes do jutra. To so projekti, ki trajajo 50-100 let se gradi. Še danes v Parizu gradijo določene trase podzemne železnice. Ali pa v Londonu, pa se to dodaja in se štuka in tako naprej. Vendar enkrat je treba začeti. In to so projekti, ki prinesejo mestu razvoj.
Ampak pri nas že eno manjše smetišče je tak projekt, da se slovenski arhitekti prerivajo okoli njega, ali bo imelo tako streho, ali bo imelo stekleno pregrado, ali bo plastična pregrada in take zadeve. Skratka, ta malenkostnost in drobnjakarstvo v Sloveniji nas bo požrlo. Nažalost, nas bo požrlo enkrat do te mere, da bomo zapravili tiste prednosti, ki jih imamo, in kaj bo potem? Prišlo bo do tega, da bojo tujci gradili te iste zadeve, ki bi jih mi lahko sami, ki jih jaz danes predlagam, in bodo služili oni. Mi bomo pa debelo gledali in bomo tisto, kar smo že enkrat bili, hlapci Dunajskega dvora, zdaj bomo pa hlapci Bruseljskega dvora. Nažalost. To idejo v hidrobusu že kar nekaj časa predlaga Andrej Lenarčič, čeprav vem, on je arhitekt in je to že in poslanec v prvem sklicu parlamenta je bil, ja. In je to županu že predlagane. Občina je pa rekla, da je ta stvar odločno predraga in da se verjetno ne bojo spustili to. Kako to komentirate? Gospod Lenarčič je bil naš poslanec Slovenske nacionalne stranke in mi dva sva delala skupaj in delava še vedno skupaj. Tako da ta zadeva, zato je to tukaj pri Slovenski nacionalni stranki, ker zadeva ni šla narazen, ampak ostajamo skupaj in delamo v tej smeri. To, če občina pravi, da je predlaga, to kaže tisto, kar sem prej rekel, ko je spoštovana gospodična oziroma gospa vprašala o tem, ali imam investitorje. To je tisto, česar pa nas ne znajo. Ne znajo najti investitorja, ker gledajo pred zid, sedijo in čakajo, da bo prišel nekdo k njim. Če nič drugega, ne gledajo Euronews, pa bodo videli, kaj se dogaja po Evropi, pa bojo tam dobili kakšen naslov za investitorja. Ne berejo kakšne tuje časopise, ne da berejo največ direkt, pa mogoče so Slovenske novice, čeprav sta te dva časopisa, bi rekel, najmanj rumena od vseh časopisov v Sloveniji. Nažalost. Tako da, to morajo najti, gospodje. Ne reči, jo je drago. Kaj je drago? Seveda je drago, če eden ne bo takoj zaslužil milijona evrov, ki mu bo padel takoj v žep. Poglejte tisto žičenco, ki so jo naredili na grad. Kakšna strahotna obremenitev, zakaj? Za nič, zato, da so si eni postavili spomenik in jaz sem prepričan, da je nekdo dobil krasne denarje v žep, kajti ne more se tista uspenjača podražiti iz začetnih, ne vem, koliko je bilo, pa na 3-kratno ceno. To ne gre. In kdo je bil, je kdo koga, ki je vprašal po zdravju? Noben ne, tiho plačali so in zadeva je rešena. Tukaj gre pa za resno zadevo, ki jo je potrebno speljati. In če sedanji župan ne bo sposoben tega speljati skupaj z vlado, ja potem bo pa mogoče naslednji župan. Ali pa nihče, pa bomo cvilili čez nekaj časa, kako je eden imel pametne ideje pred časom, pa jih nismo speljali. Sej Slovenci smo na tem specialisti. Konec koncev, ko je Herman Potočnik Nordung pri nas govoril o nekem vesoljskih poletih, se mu je cela Slovenija režala in moral iti na Dunaj in potem v Berlinu izdati svojo knjigo. Ne? Danes rečemo, Herman Potočnik je bil Slovenc, a se morate misliti, ne? Danes. Pač govorite o dolgoročnih rešitvah, kaj pa bolj kratkoročne, ne vem, za Silvestrovo, naprimer, bo po vseh mestih bojo ognjemeti. A mislite, da bo to kaj poslabšalo, mislim, stanje? Poglejte, ognjemeti so povsod po svetu in bodo povsod po svetu. Lahko gremo tako daleč, da prepovemo Slovencem še ognjemete. Prepovedali smo jim, dali smo jim tisti Kebrov zakon, tisti alkoholni zakon, ki je udaril navadnega človeka. Zdaj imamo Bručana obedasti kadilni zakon, ki zopet tolče po človeku. Potem bomo uvedli nove prometne predpise, ki bojo nažigali po ljudeh po dolgo in počez. Zdaj bomo prepovedali ognjemete, ja kaj pa pol, potem pa začnimo samo še štrike prodajati, pa naj se Slovenci še bolj obešajo, kot se že. Mislim, lepo vas prosim, pa se ne moramo ljudem vse prepovedati, postajamo taka policijska država, da je za znort. In jaz ne vem, no, da se bo res treba izseliti. Tako, kot je Žižek rekel, grem ven in je šel ven. In prvo, kar je naredil, si je izbral eno krasno žensko in se poročil z njo v Braziliji. Ne? Zdaj hod pa sem predavati, pa se smehlja, pa gre reči, nasvidenje, pa gre spet ven. To je žalostno, zelo tragično je to. Ne?
Ampak jaz ne vem. In nažalost, da bi ostala opozicija, razen Slovenske nacionalne stranke, dvignila glas, pa rekle, pa nehajte ga srati, vsi ostali kimajo. Pa tudi pri tem kadilskemu zakonu. Kako je cel državni zbor, razen 13 poslancev, od tega 6 Slovenske nacionalne stranke, vsi so kimali, verižni kadilci so glasovali, prerivali so se, kdo bo bolj glasen in kdo bo prej sprejel ta zakon. Takoj, ko so prišli ven, so potegnili čik. Kakšno sprenevedanje in lažnivost. Upam, da bojo volivci to videli. Upam, čeprav dvomim.